Mirno! Na mestu, gor! Na mestu, prosto! Hvala lepa za poročilo. Naj dodam, da poleg 340 je bilo še dodanih tudi 40 markerjev, ki se mi je treba zahvaliti. V akciji sodelovalo potem približno 400 udeležencev. 34 ponesrečencev smo dobro skrbeli, kar je lahko tudi dober rezultat. Vse enote so bile poklicane in tudi v tistem času, bomo rekel, odlično organizirane in s svojim znanjem vajo naredili tako, kot je. Moramo se zavedati, da je bila to ena izmed daljših vaj in tudi največja. Vse skupaj potekalo, bomo rekli, od 14. ure naprej. Smo zmatrani, vem pa, da smo naredili, ker imamo zadovoljstvo, da smo naredili to vajo dobro. Z veseljem ugotavljam tudi sodelovanje za Slovensko vojsko. 85 njihovih pripadnikov je z veseljem priskočilo na to pomoč. Imeli smo pontonski most, reševanje s helikopterjem, štabna vozila, kar pomeni, da tudi Slovenska vojska ceni civilno zaščito, v drugi strani pa nam je to v velikem interesu, da lahko občina Domžale z veseljem pozdravlja to prijateljstvo in upam, da bo v prihodnosti prav tako. Naj zaključim vajo nastavno tako. Hvala lepa za vašo pomoč. Predajam besedo pa županu občine Domžale, Tone Radarju. Hvala lepa. Kratko in jedrnato. Mislim, da je danes spet se je pokazalo, da so Domžale nekaj tistega, kar si vedno želimo. Najboljši. Torej, vse vaje sem si ogledal, vse postaje, profesionalnost, tako profesionalnih kot prostovoljnih enot, udeležba, resnost, znanje, opremljenost, kaj ne še drugega rečemo kot to, da se ne bojimo nesreč. Upamo, da jih ne bo. Videli ste v kratkem času Italija, potem požar v nedeljo v Usnjarni, včeraj neurje na vzhodu občine. Vsak moment se lahko kaj zgodi. Jaz trdim, da smo pripravljeni, da znamo, zmoremo in, ko bo treba, bomo, tako kot danes, stopili skupaj. Posebna hvala Slovenski vojski za sodelovanje. Jaz verjamem, da bomo še naprej sodelovali tako kot danes in do sedaj in pa seveda, da bomo v primeru, da bo res potrebno zaprositi za pomoč, tudi te pomoči deležni. Hvala vsem skupaj, srečno še naprej.